Leto je daljši čas pravlične dežele, v bistvu so vedno večja pričakovanja. Letos smo naredili tako, da smo pripravili pravlična pričakovanja in doživetja od 11. do 18. decembra in ne boste verjeli, kaj se bo zgodilo. V Celje bo prišla in je že danes prišla gospa Božičkova z namenom pripraviti pravlična pričakovanja in vse tako, kot se v mestu pričakuje. V bistvu bomo izvedeli, da za ozadjem stoji prav ona. Vse uredi in pripravi, se z otroki podruži in njenega sladokusa, sladkega Tonija, ste danes poznali, se pravi vse pripravita, pomaga ji pri peki in zato je gospod Božiček tako čaroben in veličasten in skupaj bosta odprla pravlična vrata 18. decembra. Gre za to, da od 11. do 18. bomo zjutraj vodili otroke po pravličnih doživetjih in pričakovanjih in to ima velik pomen, ker bomo celotno mesto med seboj povezovali in ga vključevali v to pravlično Celje, kar na nek način tudi sporočamo in na to vsako popoldne od 17. do 19. ure, gospa Božičkova pa se bo pripeljala točno ob 18. uri in seveda jo z nestrpnostjo pričakujemo in vsa njena doživetja in zgodbe, tako iz zakulisja pravličnega dogajanja. 20. dan, vrhunec pravličnega dogajanja in pravlične dežele, seveda je prav otroško silvestrovanje, hvala za to vprašanje, pričakujemo zjutraj silvestrski vlak iz Velenja, že zdaj vemo, da bo polni seveda potem rajanje in veselje, točno ob 12. pride tudi sam dedek Mraz, upam, da beseda drži in nas popelje v novo leto. Pravlični gost pa bo letos Vlado Kreslin, vsi pravlični junaki v zboru in seveda mi bomo že 12 ur pred ostalimi mahali v pozdrav staremu letu in seveda vstopili v novo leto 2016. Vsako leto je tako, da dodamo kakšnega junaka, vilinski zbor je pravlični zbor in vsaka vila nosi svoje sporočilo, letos vključujemo tudi palčke, ki seveda napovedujejo to pravlično dogajanje, vsak dan bo vstopila nova junakinja, oživeli so tudi snežaki, ki so ustvarjamo z celjskimi osnovnimi šolami, tokrat bodo tudi v svoji živi podobi navihani in nabriti in seveda gospa Božičkova. To je zbor, ki ga na nek način izberemo na podlagi pravlične audicije in v bistvu mladih talentiranih ljudi, ki jih je bilo več kot 45 let prijavljenih in seveda ta tretji krog izbora potem vključuje posameznike v pravlično dogajanje. Tako je, Božiček je ta, ki prihaja 18. z gospo Božičkovo bo odprl pravlična vrata in ostane z nami vse do 25. Pravi tako, da sta z dedkom Mrazom prava prijatelja in seveda potem 25. oziroma 26. že prihaja dedek Mraz, ki napoveduje otroško silvestrovanje in rajanje za otroki. 18. naprej pa pripravljamo jutranja rajanja, imajo malo drugačen koncept, ne pomeni bolj zadrževanje v pravlični deželi in je v bistvu tam vodena pravlična animacija in pravlična zgodba. To je zjutraj od 10. do 11. je prvi krog in od 11. do 12. drugi krog. Na to pa odpiramo vrata ob 17. uri vsak dan prihaja v goste pravlične vile in vsi junaki in predstavijo svojo zgodbo, vsak dan jo dopolnijo in dogradijo in potem rajamo, se veselimo, seveda program z celjskimi osnovnimi šolami, vrtci in v bistvu kar 21 gostov se bo zvrstilo in potem tudi vrhunci vabljenih pravličnih gostov. Čeprav včasih pravlične vile pravijo, da sploh ne rabijo nikogar drugega, ker je najbolje, če rajajo in pripravijo one pravlična doživetja in seveda vse tako do 21. oziroma 31. 21. dan, ko pripravljamo otroško silvestrovanje. Prav v Celju je tako, da ne pada ritem, pri nas je resnica takšna, da se v bistvu stopnjuje letos, če ste pozorni, pade božični večer 24. na četrtek, 25. je praznik, Božič 26. in gotovo bo to vrhunec dogajanja in v nadaljevanju tudi z pravličnim silvestrovanjem.